Odločitev Evropske komisije o pobudi My Voice, My Choice je milo rečena katastrofalna. Najprej katastrofalno za spoštovanje človekovega življenja od spočetja, spoštovanje človekovega dostojanstva, pa tudi ena groba kršitev pristojnosti držav članic in kršitev pogodb Evropske unije. V bistvu zgleda, da je Evropska komisija podlegla manipulacijam, podlegla je pritiskom iz strani medijev in nevladnih organizacij in je v bistvu pritrdila v popolnosti, hkrati pa je preprečila kakršnokoli razpravo v Evropski uniji na nivoju institucij o tem, ali je pravično, da evropski davkoplačevalci plačujemo in financiramo abortivni turizem po Evropi. Ampak preden pridem do 4 glavnih razlogov, zakaj je ta odločitev katastrofalna, moramo najprej ugotoviti, kaj se je v resnici zgodilo. My Voice, My Choice je predlagal mehanizem, po katerem bi Evropska unija ustanovila nek sklad, kjer bi šel za financiranje tega, da recimo pride Hrvatica v Slovenijo in tukaj opravi splav. Da bi Evropska unija imela sklad, kjer bi ta splav financirali. Torej, da bi financirali abortivni turizem. Kaj je naredila Evropska unija oziroma Evropska komisija? Evropska komisija pa je rekla, da tega sklada sicer ne bo naredila, ampak da bo uporabila en obstoječ sklad, ki že je, torej nekaj, kar že obstaja, zato da bo delala točno to stvar, torej da bo financirala abortivni turizem. In sicer, kater sklad je to? To je sklad ESF+, torej Evropski socialni sklad plus. Torej, to je sklad, ki je namenjen reševanju družinam iz revščine. Torej, je sklad, ki se bori proti socialni neenakosti, proti revščini, tudi proti tem, da ljudje nimajo zaradi revščine dostopa do zdravnika. In Evropska komisija je odločila, da bo v bistvu financirala abortivni turizem s skladom, ki je namenjen reševanju ljudi iz revščine. V praksi torej država članica lahko sama določa, da uporabi sredstva tega sklada tudi za splav. Ampak kaj v praksi to pomeni? To pomeni, da ko pride recimo neka Hrvatica v Slovenijo opravljati splav, bomo mi finance za ta splav vzeli iz sklada, ki je sicer namenjen reševanju revščine, ne vem, v Posavju ali pa v Beli krajini. In to je tisto, kar je tukaj problematično. In kljub temu, da to bi Slovenija naredila prostovoljno, je pa v nasprotju s konceptom subsidiarnosti, zaradi tega, ker vse države dajo v ta sklad in ta sklad ni bil to, kar je zdaj Evropska komisija določila, ni bil sklad namenjen, ki so ga prej države članice potrdile. In zaradi tega in te države članice, ki bi recimo takmu konceptu lahko nasprotovale, imajo popolnoma zvezane roke, ker ne morejo, ker je to stvar, ki je že v veljavi. In zato je to bolj problematično in je v nasprotju z kompetencami držav članic. Kljub temu, da vsi razlagajo, da je Evropska komisija zdaj tista, ki v bistvu še vedno upošteva načelo subsidiarnosti in to, da države članice same upravljajo splav. Ne, ni res, ne gre za to. Države članice, kot so Malta ali pa Poljska, bojo mogle financirati v ta sklad, ki je namenjen tudi za splav. In zdaj na 4 razloge, zakaj je to katastrofalna odločitev. Prvi razlog je to, da splav ni zdravstvena nujnost. Evropska komisija, da je sploh lahko to speljala odločitev, je mogla razglasiti splav za vprašanje zdravstvene nujnosti, da ga je lahko dala v ta sklad sploh zraven noter. Ampak splav vemo, da ni zdravstvena nujnost, niti ni zdravstvena storitev kot taka, ker je po svoji naravi ne preprečuje bolezni oziroma ne zdravi bolezni, ker nosečnost ni bolezen, ampak namerno v bistvu konča življenje otroka oziroma majhnega človeškega bitja. In to v bistvu to je Evropska unija do sedaj vedno spoštovala, oziroma vedno, ko je govorila o zdravju, je bil splav vedno izključen.
In vedno se je razumelo, zakaj je bilo to vprašanje držav članic. Zaradi tega, ker se je razumelo, oziroma saj priznavalo, da države tukaj različno dojemajo to področje. In Evropska unija je priznavala, da obstaja neka tenzija med dvema stvarima. Eno je dostopnost splava, in eno je človeško življenje, nedotakljivost človeškega življenja, ki je tudi spoštovano strani pač drugih evropskih zakonodaj in drugih mednarodnih konvencij o človekovih pravicah in tako naprej. Prvi in drugi člen, torej listine o temeljnih pravicah v Evropski uniji. In to se je vedno razumelo. In tudi, kadar je Evropska unija govorila o reproduktivnem zdravju, nikoli ni bil splav del tega reproduktivnega zdravja, ker pač pol ne bi bila kompetenca Evropske unije. In zdaj se je pač zgodilo tudi to, da Evropska komisija se v svoji odločitvi v bistvu ni mogla obesti na ničesar, pravzaprav, kar bi bilo v evropski zakonodaji. In v bistvu se največja stvar, za katero se nanaša zakonodajno, je pač odločitev Evropskega parlamenta, ki je posledica My Voice, My Choice, pa nekih smernic o skrbi za ženske, ki je sprejela oktobra leta 2025. In v bistvu nič ne govori o splavu. Ni niti ena beseda, ki bi govorila o splavu. To pomeni, da si je v bistvu izmislila, da je to nujno potrebno na podlagi neke evropske zakonodaje. Težava tega, da Evropska komisija lahko čisto enostransko razglasi nekaj za zdravje, kar po svoji naravi ni, je podobno, kot da bi razglasila, in to je čisto realna verjetnost, da razglasi, da je spreminjanje spola vprašanje zdravja. In zaradi tega, ker se obravnava tle marginalizirane skupine, da je vključena tudi v ta enak socialni, Evropski socialni fond. Kar je realen scenarij. In sem prepričan, da v tem primeru bi marsikatera država, marsikater politik bil bistveno ostrejši do take politike. Drugič, financiranje splava s sredstvi za boj proti revščini je čisti cinizem Evropske komisije. Zakaj? Zaradi tega, ker sredstva so namenjene za boj proti revščini in vemo, da 75% žensk, ki opravlja splav, opravlja zaradi različnih pritiskov, in med drugimi so eni izmed največjih pritiski, da pač so finančno ali pa socialna, da so socialni ali pa finančni stiski. In namesto, da bi tej ženski pomagali, da bi jim dali sredstva, da bi imeli, ne vem, materinske domove, kjer bi take ženske lahko življenje sprejele, jim mi damo splav. In ta denar uporabimo za splav. In to je zelo problematično, zaradi tega, ker v bistvu je rešitev za boj proti revščini in rešitev je za otroka je to, da boljš, da se ne rodi, kakor da bi bil v revščini, kar je zelo brutalno sporočilo za vse Evropejce. In drugič, kar je zelo cinično strani Evropske komisije, je to, da se sklicuje, da v svoji podpori se sklicuje na konvencijo o pravicah invalidov in torej tistih, ki imajo kakšne težave v duševnem razvoju. In da iz tam tisto berejo, kot da morajo tudi invalidi imeti pravico do splava, v narekovajih. Ampak to je absurdno, zaradi tega, ker vemo, da veliko splavov je narejeno ravno zaradi tega, ker pač obstaja možnost, da je otrok, da ima diagnozo, ne vem, motnje v duševnem razvoju ali pa tako naprej. In to je eugeničen splav. In sporočilo Evropske komisije je, bolje je, da se tak otrok ne rodi, in da je spoštovanje konvencije o invalidih to, da se invalida znebimo. Tretjič, odločitev Evropske komisije onemogoča kakršnokoli institucionalno opozicijo. Zakaj? Zaradi tega, ker če bi ustanavljali nov sklad, bi mogli skozi različne
procedure, ki se v Evropski uniji dogajajo, ko se nekaj novega sprejema. Torej, moglo biti čez parlament, moglo biti čez komisijo, še enkrat, moglo biti čez države članice in Evropski svet. In to, da so uporabljali nekaj, kar že obstaja in samo razširili, so preprečili, da bi se v kakršnem koli postopku lahko ta zadeva vsaj omejila ali pa bolj definirala. In tukaj so se izognili temu, da bi določene države članice rekle ne. Vemo, da določeno, recimo Malta bi zagotovo rekla ne. Potem imamo Madžarska, Poljska in druge države članice. Mogoče bi bila tudi kakšna država članica, ki bi rekla, lejte, to je nevaren precedens, nočemo tega, da Evropska unija to dela. Recimo Slovaška je dober primer tega, ki bi lahko šla iz takega vidika, torej iz vidika suverenosti držav članic. Drug vidik pa je, da če bi mi imeli nek poseben sklad, ki bi se ukvarjal z financiranjem abortivnega turizma po Evropi, bi vsaj vedeli, proti čemu se borimo. Zakaj je lahko Roe versus Wade v Ameriki padel? Zaradi tega, ker so vedeli in so imeli cilj, da je padel. Mi pa ne vemo točno, kaj se dogaja. In vedno, ko je Evropski uniji nekaj nejasno, je recept za to, da se financirajo največje nebuloze na svetu. In tudi tukaj bo tako. Abortivni turizem se bo financiral z evropskih sredstev. In četrtič, v Evropski uniji ni enotnega mnenja o splavu. Kljub temu, da je bila tukaj izbrana Evropska državljanska pobuda, je Evropska komisija podlegla ogromnemu pritisku, ne samo Evropske državljanske pobude. Mi moramo vedeti, da je ogromno enih finančnih sredstev šlo v to pobudo. Ogromno je bilo tistih, ki so lobirali, da ne omenimo tega, kako so pač aktivisti bili vedno znova prisotni v vseh okvirih in v vseh osrednjih medijskih oddajah. Ampak kaj je tukaj bistveno? Da je Evropska komisija nasedla, da nekdo, ki ima največji mikrofon, da ima kar avtomatsko prav ali pa da za njo stoji več ljudi. Ampak vemo, da to ni res. Da pred 10 leti je Evropska državljanska pobuda One of Us zbrala več kot 500 000 več podpisov. Pa je isto jih predložila Evropski komisiji, ampak takrat je bila Evropska komisija drugačnega mnenja. Takrat je rekla, kaj so Evropejci takrat želeli? Takrat so želeli, da Evropska unija, da bi zagotovila, da se ne bi porabljal evropski denar za katerokoli dejavnost v zvezi s splavom. In kaj je bil takrat odgovor? Takrat je bil odgovor, da Evropska unija ni pristojna za področje splava in zato pač ne financira splava ali pa z njim podobne dejavnosti in zaradi tega ni potrebno nič posebnega narediti. Kaj pa je zdaj naredila komisija? Naredila diametralno nasprotje tega, ker zdaj pa rekla, da v bistvu bi to lahko že skozi delali, torej da bi splav lahko že skozi delali v okviru tega, kar že imamo. Kar je popolnoma zgrešeno. Ni enotnega mnenja Evropske unije, kar se tiče splava, in mnogo je Evropejcev, ki se s tem ne strinjajo. Samo v zadnjem dobrem tednu je bilo samo iz Slovenije zbranih več kot 5000 pozivov v Evropski komisiji, da naj ne sprejme pobudo My Voice, My Choice, in nekaj 40 000. V Sloveniji smo skoraj prišli do 3/4 pač tega thresholda, ki je za to, da bi tudi v Sloveniji recimo bil izpolnjen pogoj za Evropsko državljansko pobudo. In to v dobrem tednu. To samo pomeni odzvanja to, da ni enotnega mnenja. In da ne more Evropska komisija kar pristati na to, da je zdaj splav pa nekaj, kar se vsi Evropejci strinjamo, vse evropske države strinjajo. In kaj je zdaj naše sporočilo in kaj lahko naredimo zdaj, ko vemo, da vsi Evropejci s svojimi finančnimi sredstvi podpiramo to, da lahko ženske naredijo splav in da ubijajo otroka znotraj svoje maternice. 2 stvari lahko naredimo. Lahko podpremo tiste ženske, ki so v stiski in ki ne vejo, kaj bi, pa želijo sprejeti otroka, in da jim pomagamo finančno, pomagamo s tem tudi z našo bližino. In druga stvar je to, da vsem povemo na glas, da je življenje vredno spoštovati od njegovega samega začetka in da je človeško dostojanstvo res nekaj, kar je potrebno varovati.